Zamislimo si naslednjo situacijo. Imamo mesto, v njem sta dve šoli. V eni šoli otroci z malicami in kosili in še kako drugače dobijo povprečno 2500 kalorij na dan, v drugi šoli pa samo 1500 kalorij na dan, oziroma 60% prve šole. Zdaj, to se nekako ne zdi ravno prav in razumljive so reakcije. Starši druge šole pišejo peticije, novinarji in novinarke skačejo okoli ravnatelja, prebudijo se tudi na ministrstvu, skratka štala. Tudi upravičeno, zato ker otroci so naša prihodnost in naše bogatstvo in prav je, da se vsi razvijajo tako, kot je treba, če naj na njih sloni naša prihodnost. Zdaj, to je bila, recimo, hipotetična situacija, upam vsaj, no, zdaj pa ena realna. V Sloveniji je bruto družbeni proizvod, povprečna prebivalca je nekaj čez 22 000 evrov, to je bilo podatek iz SURS-a leto 2020. Ampak Slovenija ima 12 statističnih regij in naprimer v osrednji slovenski oziroma ljubljanski regiji je ta BDP nekaj čez 32 000 evrov, torej 10 000 več, kot je povprečje. Obstaja pa tudi regija, ki je samo nekaj čez 12 000, Zasavje. Zdaj, če grem še dlje, če damo skupaj vseh 11 regij brez Ljubljane in zračunamo iz podatkov, ki so na voljo na SURS-u, to se da zračunati, sicer ne pišem, pa da se zračunati z preprosto rešitvijo ene majhne linearne enačbe, je ta bruto družbeni proizvod izven Ljubljane manj kot 19 000, kar je preračunano manj kot 60%. Zdaj, za čuda, kakšnih velikih protestov ni, kljub temu, da je ta razlika tako velika. So recimo mnenja, veš, to je pač tako, v glavna mesta so vedno bolj razvita, se je tudi drugod tako. Nekateri sicer obljubljajo decentralizacijo, ampak to traja že leta in leta. In po podatkih iz SURS-a, ki so na voljo leta 2008, se to ne spreminja. Že 13 let zapored je situacija več ali manj enaka. Velikokrat je celo tako, da so prav vse regije, vseh 11 drugih regij je podpovprečnih. Zdaj, BDP nekaj pomeni. Pomeni razvitost, pomeni tudi možnost dodatnega razvoja. Namreč nisem ekonomist, zato sem se šel podučiti, kako se sploh računa BDP. In tam piše tako, da je to pač potrošnja prebivalstva plus investicije plus izvoz minus uvoz. Zdaj, iz tega nekako sledi, da je očitno v ljubljanski regiji več investicij in da tam ljudje tudi več trošijo. Če več trošijo, očitno imajo več sredstev za trošenje, kar niti ni nerazumljivo, glede na to, da so večina državnih institucij lociranih tam. To se meni ne zdi prav, pa mogoče tudi komu drugemu, ker neka država, neka skupnost se ne more normalno razvijati vsem potencialom, če se ta potencial ne izrablja na celotnem njenem ozemlju. Zdaj, kaj se da narediti? Zelo veliko kar takoj. Eno je na ravni Evropske unije, namreč tam imamo poslance, 8 menda, in mislim, da lahko sprožijo predlog po drugačni razdelitvi Slovenije na dve kohezijski regiji. Slovenija ima namreč vzhodno in zahodno kohezijsko regijo in zahodna obsega poleg ljubljanske regije še obalno-kraško, goriško in gorenjsko. Za čuda je druga najbolj razvita, ta novomeška regija je v vzhodni, torej manj razviti. Glede na podatke, ki sem jih tukaj navedel, na te izračune je očitno, da bi Slovenija morala imeti dve regiji, ena bi bila Ljubljana, druga pa vse ostalo. Le tako bi lahko to našo nerazvitost, nerazvite regije potegnili iz nerazvitosti s pomočjo evropskega kohezijskega denarja. Druga stvar je pa so naša domača proračunska sredstva. Ta tok denarja je treba povečati iz Ljubljane ven. Edino na ta način lahko pričakujemo zmanjšanje teh razlik. Tipičen primer je znanost, ker prihajam iz tega področja. V znanosti ostane več kot 90% vseh sredstev v Ljubljani. In ker je znanost tista, kar je najbolj tesno povezana z velikimi dodanimi vrednostmi, je očitno, da bo karkoli
bo šlo po istem toku brez sprememb naprej, bo pač pomenilo, da se bodo te razlike samo povečevale. Ampak o znanosti mogoče v naslednjem videu. Za danes bi pa samo rekel, dajmo biti pozorni na situacijo okoli nas, na razmerje okoli nas in dajmo probati nesorazmerja spreminjati v sorazmerja.